Aha, dinamika pove, da nas je zdaj manj kot prej, imamo pa vse paneliste, kar je zelo pomembno. Morda bo zdaj celo nekoliko več časa za razpravo. Ujeli smo urnik, tudi tokrat smo si namenili uro časa. Zato se vam še enkrat vsem zelo zahvaljujem. Že v prvi delavnici smo bili izčrpni, morda je bila prva delavnica generalka, zdaj pa zares, oziroma že v prvi delavnici smo bili zelo izčrpni in jaz mislim, da govorcem ne bo težko ponoviti nekatere informacije, zato ker dejansko pridejo na prave naslove oziroma si z njimi res lahko pomagate. Torej, vabim vas, da ste aktivni član delavnic. Kaj to pomeni? Preprosto vas vabim, da vprašanje postavljate kar tako, da dvignete roko, torej zdajle ne rabite uporabljati klepeta, zato ker bomo tako vprašanja postavili hitreje in bomo torej hitreje opravili. Imamo kar nekaj govorcev, govorci imajo kar nekaj uporabnih informacij in predlagam, da jih torej zaslišimo oziroma da jim damo priložnost, da vam sporočijo uporabne informacije. Vem pa, da bodo na voljo za vaše vprašanje tudi kasneje, ampak res ni razloga, da ne bi izkoristili njihovih nasvetov zdaj. Torej, gremo, kot smo šli že v prvem delu delavnice, oziroma tako, kot smo predvideli v virih financiranja. Zelo dobrodošla snov za vse, ki se prijavljate na projekte. In najprej bom dal besedo gospe Darji Valančič z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Darja, jaz vas vidim, če me vidite, vas lepo prosim, da tudi tokrat delite z nami prosojnice in da delite informacije. Aha, vidim, kot smo rekli, prej je bila generalka, tudi zdaj poteka vse v najlepšem redu. Darja, beseda je vaša. Hvala lepa, Matej, hvala za besedo, hvala organizatorjem za povabilo. Kot najavljeno, prihajam z Direktorata za znanost in danes na tej konferenci bom predstavila program Obzorja Evropa. Predstavitev sem strukturirala na način, da predstavim, kaj ta program v bistvu je. Potem sledijo informacije, ki lahko vi pridobite ustrezne informacije, pogledali si bomo strukturo programa in pa seveda, kdo vam na vaši poti lahko pomaga. Preden pa nadaljujemo, bi si pa mogoče odgovorili na vprašanje, kaj menite, komu je namenjen program Obzorje Evropa. Ja, torej uporabite reakcije. V Zoomu spodaj desno je ikona Reactions, kjer so čustvenčki oziroma emoji. Pa poskušajte odgovoriti na to vprašanje, ki je kviz vprašanje. Nagrade ni, vsaj ne da bi vedel, ampak vseeno bi radi videli vaše odgovore, ki so, ja, bom rekel, pa zgolj pravilni oziroma večinoma pravilni. Torej, Darja, kateri je pravilni odgovor oziroma čustvenček? Tako, pravilni čustvenček, pravilni odgovor je, da je program Obzorje Evropa namenjen tako raziskovalnim organizacijam, fakultetam, kot tudi malim in srednjim podjetjem in občinam. Je zelo širok program in vsak lahko najde svoje mesto. Če pogledamo podrobneje, kaj je program Obzorje, to je največji okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, trajal bo od leta 2021 do 2027, teža oziroma vrednost programa je dobrih 95 milijard evrov. Za prijavitelje zanimiva informacija, stopnje sofinanciranja upravičenih stroškov so na RIA in CSA akcijah 100%, na Innovation Action 100% za neprofitne inštitucije in 70% za profitne. Kje dobite informacije, kje najdete razpise? Najdete jih na spletni strani Funding and Tender Opportunities portal, to je portal vseh centraliziranih programov, in če najdete tukaj Horizon Europe, se pravi Obzorje Evropa, kliknete na ta del in se vam pokaže naslednja stran, kjer potem lahko poiščete konkretne naslednje razpise. Seveda so objavljeni tudi rezultati preteklih financiranih projektov, rezultatov in vse tiste informacije, ki si jih lahko pogledate, če vas program podrobneje zanima.
V obzorju Evropa ves čas govorimo o tako imenovanih stebrih, ne, to je neka osrednja struktura programa, se pravi, prvi steber je odlična znanost, to je ta tukaj prikazan, drugi steber so tako imenovani družbeni izzivi in pa tretji steber bi lahko poimenovali industrijski steber. Potem so še neke horizontalne vsebine in ker smo danes na konferenci za mobilnost, bi za vas bila najverjetneje zanimiva klaster oziroma področje Climate, Energy and Mobility in tukaj bodo tisti razpisi, ki se bodo nanašali na mobilnost. Za tiste, ki ste pazljivi bralci, lahko opazite, da je en del obarvan z modro, drug del pa s to neko črno ali sivo barvo. To pomeni, da to, kar je označeno z modro, so aktivne povezave in so delovni programi že sprejeti in razpisi že odprti, tako da samo sledite povezavam in nadaljujete z delom. Kot vidite, je ta povezava za mobility še vedno obarvana sivo. To pomeni, da povezava ni aktivna, kajti delovni programi se pričakujejo, da bodo sprejeti v drugi polovici aprila in takrat bo tudi to naloženo in postalo aktivno. Zdaj, na vaši poti ob prijavi, izvajanju projekta, zaključevanju projekta smo vam na voljo nacionalne kontaktne osebe. Tukaj smo navedene še za pretekli program Obzorje 2020, kajti imenovanja za Obzorje Evropa so še v teku. Ta seznam je dostopen na tej spletni strani ter hkrati na spletni strani Funding and Tenders Opportunity Portal, ki je bil že predtem omenjen. Konkretno še, ali pa mogoče ena zanimiva informacija, ki jo je potrebno povedati, je ta, da se trenutno nahajamo v času, ko se sprejema program za obdobje 2021-2022 in teče program Obzorje Evropa. Z nastopom leta 2021 projekti iz preteklih programskih obdobij se niso vsi zaključili, kar pomeni, da še vedno tečejo in tečejo v tem času, ko teče program Obzorje Evropa. A vendar financiranje teh projektov poteka po teh pogojih. To je dobro vedeti zaradi tega, ker bolj ko se bo čas odmikal, se nekako na pretekli program pozabi, a vendar vsak okvirni program ima svoja pravila in pri finančno-pravnem delu je to zelo pomembno. Tako da bodite pazljivi, v kateri projekt ste vstopili, v okviru katerega programa in kateri projekt izvajate, če bo to del vašega delovnega procesa. Torej, če počasi zaključim svojo predstavitev, kaj sem želela povedati oziroma želim, da veste več in bolje, je to, da veste, da je Obzorje Evropa oziroma Horizon Europe največji program za raziskave in inovacije in ni namenjen zgolj raziskovalnim inštitucijam, je tudi za občine, tudi za mala in srednja podjetja. Kje najdete informacije? Na tem portalu, ki je bil že večkrat omenjen. Struktura programa so tako imenovani stebri in mobilnost se nahaja v stebru 2. V drugi polovici aprila boste lahko dobili tam tudi podrobnejše informacije o razpisih. Na voljo pa za pomoč smo vam pa nacionalne kontaktne osebe, na nas se lahko obrnete, vam bomo z veseljem pomagali. S tem prihajam do konca svoje predstavitve, se vam zahvaljujem za pozornost in sem za vprašanje na razpolago. Hvala lepa. Samo da vklopim mikrofon. Darja, najlepša hvala za izčrpne podatke. Bom postavil vprašanje. Je pri kolaborativnih projektih Obzorja treba biti najprej upravičenec in šele nato koordinator, ali je nekdo lahko takoj v prvi prijavi že koordinator? Gre najbrž tudi za vprašanje izkušenj. Ja, predvsem izkušenj. Napisanega pravila seveda ni določeno ali eno ali drugo. Bi pa rekla, da je nekdo lahko tudi načeloma koordinator iz prve, pa tudi zelo dober. Praksa pa je pokazala, da je dobro biti najprej upravičenec, pridobiti izkušnje in to potem pripelje do dobrega koordinatorskega dela in do pridobitve res dobrih in kakovostnih projektov. Kontrole v okviru projektov Obzorja na nacionalnem nivoju. V Sloveniji se veliko izvajalcev pritožuje, da je treba pošiljati veliko listin pa dokazil na različne naslove. Kako je s tem? Ja, Obzorje kot centraliziran
nima nobenih kontrol oziroma ni potrebno v Sloveniji pošiljati ničesar nikamor, vse poteka elektronsko preko portala, za časa trajanja projekta, se pravi, se poroča na portalu, komunicira s project officerjem, v primeru kakršnekoli revizije ali kontrole pa se takrat potem predložijo vse tiste listine, dokumentacija v e-obliki ali v papirnati, kakorkoli pač to institucija sprejema, vendar tekom trajanja projekta pa res ni treba pošiljati nikamor ničesar, ker smo pač centraliziran program. Dobro vedeti. Kaj pa ta pečat odličnosti, ki se pogosto omenja? Ali je to nekaj, na kar se prijavimo, ali je to nekaj, kar dobimo? Ja, pečat odličnosti načeloma se ne da kar tako prijaviti. V bistvu je treba konkurirati najprej na razpisu, to je v primeru recimo Marie Curie Sklodowska Action, v prvem stebru so te akcije, in potem, če so projekti ocenjeni nad 85% in žal zmanjka denarja, lestvica je zelo dolga, so si nekatere države odločile in uvedle ta inštrument. In sicer potem ti prijavitelji dobijo ta pečat, naša Agencija za raziskovalno dejavnost izvede nek poziv, oni se na ta poziv prijavijo, predložijo, da so bili res odlično ocenjeni, a žal ne financirani, in potem so financirani iz nacionalnega vira. V bistvu, kaj s tem dosežemo? Dosežemo, da te odlične ideje, da dobri projekti so še vedno financirani in še vedno grejo v življenje in potem lahko rezultirajo kasneje tudi v kakšnih kolaborativnih recimo projektih v prihodnje. Darja, najlepša hvala za obširne informacije. Na voljo boste tudi še na koncu. Zdaj pa dajem besedo kar naslednji predavateljici, oziroma to je Jasna Durič z Ministrstva za infrastrukturo. Tema bodo instrumenti za povezovanje Evrope. Vidim, da je Jasna že pripravljena in bo z nami delila zaslon. Torej, Jasna, beseda je vaša. Še mikrofon? Mikrofon imate izključen? Aha, zdaj pa je v redu. Okej. Torej, lep pozdrav iz Ministrstva za infrastrukturo oziroma zdajle trenutno iz mojega doma. Sem iz oddelka za evropska sredstva, finančni sektor, in tukaj koordiniramo v bistvu različne vire financiranja za promet in prometne politike. In eno takih je tudi instrument za povezovanje Evrope, Evropske unije, ki je centraliziran program, tako kot Horizon. Nekaj se zatika. Majčkeno. Torej, prosojnica ne gre naprej? Ja. Še enkrat poskusim. Zdaj pa bo. Torej, finančni inštrument, finančne sredstva. Jaz ne vidim prosojnica, jih sicer vi vidite. Okej, se opravičujem. Zdaj pa je. Vse je. Super, to je to. Tudi naprej, v redu. Ja, kje smo ostali? Vse evropsko omrežje financira ta finančni inštrument, instrument, ni glasbilo, in sicer na 3 področjih: promet, energija in digitalna omrežja. Danes seveda govorimo o prometnem omrežju ali Trans-European Transport Network ali TEN-T. TEN-T omrežje je v bistvu sestavljeno iz 2 sklopov. Eno je jedrno omrežje, ki je bolj pomembno in mora biti v skladu s cilji Evropske unije dokončano do leta 2030. Drugi del je celovito omrežje, torej širša mreža teh prometnih povezav, ki naj bi bila dokončana do leta 2050. Jedrno omrežje sestavlja 9 multimodalnih koridorjev, od tega 2 v Sloveniji, ki sta tudi tukaj na slikci narisana, sredozemski in baltsko-jadranski koridor. Praktično potekata vzporedno od Kopra proti Mariboru, s tem, da en gre potem na Madžarsko oziroma Hrvaško, drugi pa na Avstrijo oziroma čez Avstrijo naprej proti severu.
Jedrno omrežje je tudi pristanišče Koper, del jedrnega omrežja, letališče Ljubljana in multimodalno vozlišče Ljubljana. Potem pa imamo seveda tudi dele celovitega omrežja, kot je recimo Ljubljana, Jesenice, ampak pomembnejše je jedrno omrežje. In uredba IPE, torej uredba o instrumentu za povezovanje Evrope, določa, kako in pod kakšnimi pogoji so različni projekti upravičeni do sofinanciranja z nepovratnimi ali tudi s povratnimi viri, ki pa je trenutno še v postopku pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom EU. Vstopna točka, torej, ker je to centraliziran program, ga razpisuje Evropska komisija oziroma v njenem imenu Izvajalska agencija za inovacije in omrežja INEA, vendar pa je potrebno za vse upravičence iz Slovenije pridobiti potrdilo Ministrstva za infrastrukturo ob prijavi na razpis. IPE 21-27 v bistvu sledi enakim ciljem, kot so bili že zdaj v 14-20 obdobju, s tem, da se veliko bolj posveča podnebnim ciljem, in sicer tako, da bo kar 60% celotnega finančnega okvirja namenjenega ukrepom, ki podpirajo podnebne cilje. Višina sredstev za promet pa je 21 milijard evrov in se je v primerjavi s prejšnjim obdobjem v bistvu znižala. Področja podpore v osnutku večletnega delovnega programa 21-23 so zaenkrat 3 in bodo tudi tako naprej, vsakič se malo zadeve spremenijo, ampak načeloma imamo tisto infrastrukturo od točke A do točke B, torej same prometno infrastrukturo. Potem imamo drugi sklop, ki predstavlja bolj neko mobilnost kot storitve, aplikacije v varnost, varovana parkirišča, tudi hrup naslavljajo te projekti, in pa posebni blending ali mešani razpisi za infrastrukturo za alternativna goriva so tudi znotraj tega sklopa. In pa tretji sklop je vojaška mobilnost, ki, kot že ime pove, naslavlja tudi težave vojaških premikov. IPE 21-23 je razdeljen v 3 ovojnice, in sicer lahko seveda Slovenija kandidira vseh 3, ampak so drugačna pravila za vsako od teh. No, pravila so enaka, samo stopnje sofinanciranja so drugačne. Splošna ovojnica je malo nižja in je namenjena vsem državam članicam, kohezijska pa je za kohezijske države članice, torej tiste, ki so manj razvite, in ima stopnjo sofinanciranja 85%. Seveda med njimi je tudi Slovenija, za infrastrukturo, za alternativna goriva pa od 20 do 50%. Vendar mora biti ti projekti morajo biti tudi kombinirani, tudi ime blending oziroma mešani razpis s posojilom. V Sloveniji to SID banka recimo ima take razpise. Vojaška mobilnost pa je sofinancirana polovično, torej 50% upravičenih stroškov. Prvi razpis je napovedan že v nekaj mesecih, seveda je vse odvisno tudi od pogajanj, ampak nekje maja mislim, da so napovedali. Vse informacije imate v slovenščini napisane na gov.si, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, nekje proti dnu strani je taka zavihek instrument za povezovanje Evrope, tam so tudi vsi projekti, ki so v Sloveniji sofinancirani, seveda pa tudi ima INEA objavljene vse projekte v Evropski uniji na svoji spletni strani. In tukaj sta tudi povezavi, zdaj predlagam, da si to tudi pogledate, mogoče dobite navdih za prijavo na naslednjem razpisu in spremljate našo spletno stran, kdaj to bo, in se mogoče v prihodnosti tudi kakšnega informativnega dneva na to temo udeležite. Hvala. Jasna, hvala. Morda je kakšno vprašanje? Prej vem, da smo se ustavili pri koridorjih, namreč skozi Slovenijo potekata 2, sredozemski pa Baltik, Jadran. Ne pokrivata pa celotne Slovenije, torej niso vsi subjekti ustrezni za prijavo na recimo te projekte. Ne, pri razpisih IPE instrumenta seveda gre za, prvič morajo biti to projekti, ki imajo vseevropsko dodano vrednost, torej ne gre za reševanje, že nacionalna je recimo malo preozek
problem, kaj šele neki lokalni problemi. Predvsem pa je seveda to, da je na TEN-T omrežju. Zdaj nekateri deli celovitega omrežja lahko na določenih razpisih kandidirajo, to se potem z vsakim razpisom vidi, ampak načeloma torej govorimo če pogledamo stališča občin, je to na občine, ki so na tem koridorju od Kopra do Maribora. Medtem ko podjetja so seveda lahko tudi iz Bohinja, ampak če je njihov projekt namenjen reševanju, recimo z nekimi pametnimi aplikacijami problemov na TEN-T omrežju, potem je to v redu. Razumem. Jasna, najlepša hvala. Gremo kar k tretjemu govorcu, to je bil prej in verjamem bo tudi zdaj Dejan Zupanc z Ministrstva za okolje in prostor, ki ga vabim, naj z nami deli svoj zaslon in pa seveda tudi mikrofon, da ga bomo dobro slišali. Tema naslednjega predavanja pa so možnosti financiranja trajnostne mobilnosti v okviru programa LIFE. Vidim, da je Dejan že pripravljen in predlagam, da začne. Dober dan, lepo pozdravljeni še enkrat. Jaz bom na kratko vam predstavil možnosti sofinanciranja projektov trajnostne mobilnosti v okviru evropskega programa LIFE. LIFE je eden od centraliziranih programov Evropske unije, ki je izključno namenjen projektom, ki izvajajo ukrepe za stanje v okolju. V letošnjem letu oziroma v prvi razpis letošnjega leta bo objavljen v nekje, predvidoma je to, da še dve tehnični informaciji. Prispevek Evropske unije k sofinanciranju projektov LIFE je do 60% upravičenih stroškov. Povprečen proračun LIFE projektu v Sloveniji znaša od 2 do 4 milijone evrov za neke tradicionalne projekte. Hkrati pa povem, da je trenutno v Sloveniji oziroma je že potekalo 55 projektov, od katerih imajo slovenski partnerji vodilno vlogo. In trenutno se izvaja en projekt, ki je malce drugačen od tradicionalnih, to je LIFE IP Care for Climate, v katerem je eno izmed področij, ki jih naslavlja tudi trajnostno mobilnost z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Projekti trajnostne mobilnosti lahko v LIFE programu se financirajo iz dveh podprogramov. Eno je krožno gospodarstvo in kakovost življenja, drugo je pa blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. In v krožnem gospodarstvu lahko projekte trajnostne mobilnosti izvajamo znotraj prednostnega področja zrak ali pa hrup. In vedno, kadar se izvaja projekt zrak, potem se mora naslavljati neke programske oziroma evropske in nacionalne programske dokumente, ki izboljšujejo kvaliteto zraka z vidika zmanjševanja količine oziroma koncentracije trdnih delcev ali pa dušikovih oksidov ali pa še kakšnih drugih izpustov, ki nastajajo iz prometa. Projektne teme, ki jih lahko naslavljajo te projekti, so pa inovativna uporaba brezemisijskih. Imate tukaj zdaj naštetih par teh projektnih tem za recimo občine, ki so v večini primerov današnje poslušalstvo. Je pa en primer takšnega projekta, ki bi bil primeren za program sofinanciranja z programa LIFE, je tudi na primer uvedba območij z nizkimi emisijami. Tukaj se lahko tudi potem sofinancira ali pa sodeluje z področja izboljšanja stanja na področju hrupa, kjer se recimo lahko upelje noter v občine območja, kjer je odprte cone za promet ali pa kakšne drugi ukrepi, ali pa na primer en
tak zanimiv projekt bil izgradnja inovativnih mobilnih platform za potnike ali pa logistiko. En od teh, takšna aktivnost poteka znotraj tega projekta Care for Climate, o katerem bom malce v nadaljevanju povedal. Je pa res, da da LIFE podpira projekte, ki večjo kritično maso prebivalstva zajamejo. Predvsem zaradi tega, ker je LIFE namenjen tudi ozaveščanju in pa dvigovanju neke zavesti okoljske, in projekti, ki se izvajajo na večjih območjih, kjer je več koncentracija prebivalstva, imajo potem tudi večji učinek na okolje. Eno izmed drugih prednostnih področij, kjer lahko izvajamo projekte trajnostne mobilnosti, je okoljsko upravljanje. Tukaj gre pa predvsem za projekte, ki so namenjeni ozaveščanju z področja okoljske problematike, in tukaj lahko recimo občine izvajajo projekte, ki so v pomoč pri nekem izvajanju okoljskih, regionalnih ali pa nacionalnih in morajo slediti nekim nacionalnim okoljskim programom, ali to operativni program za izboljšanje kvalitete kakovosti zraka, ali pa za recimo zdaj zelo popularen tale Green City Accord. In kdo pa lahko sodeluje v teh projektih? Vodilni partnerji lahko, tako kot je kolegica predstavila za obzorje, lahko so to občine, izobraževalne institucije, javni sektor, ali inštituti, potem organizacije, podjetja, ne smejo pa sodelovati kot partnerji oziroma prejemniki pomoči samostojni podjetniki. Če sem prej povedal, da za hrup, okoljsko upravljanje, zrak predstavljajo morajo ukrepi naslavljati zmanjševanje emisij trdnih delcev, NOx-ov, kakšnih drugih polutantov, potem pri podprogramu blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam morajo projekti, ki naslavljajo trajnostno mobilnost, zniževati. Njihovo bistvo je zniževanje izpustov CO2. In tukaj na tem področju v Sloveniji ne izvajamo trenutno nobenega projekta, sta pa tukaj v dajem primer dva LIFE projekta na področju trajnostne mobilnosti. Eno je v Italiji, kjer so uvajali neke modele za turiste. V Španiji se pa izvaja en zelo zanimiv projekt, kako izboljšati mobilnost univerzitetne skupnosti z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednega plina, ogljikovega dioksida. V nadaljevanju tukaj spodaj vam podajam tudi eno bazo LIFE projektov, ki so izvedeni na območju Evropske unije, teh je pa približno 3 do 4 tisoč. In tukaj imate prijavitelji možnost, da pogledate, kakšne prakse so bile v preteklosti že financirane z tega programa, dobite kakšno idejo, dobite tudi informacije, kdo vse je kot partner ali prijavitelj že sodeloval, in se lahko z njimi tudi povežete. Vam podajam tudi link do LIFE programa, če kliknete na to, na našo zastavo. Zgoraj desno je pa logotip LIFE Slovenija, ker Ministrstvo za okolje in prostor nastopa v Sloveniji kot nacionalna kontaktna točka za LIFE program, in tukaj lahko dobite potem tudi informacije o kdaj so razpisi objavljeni, in kontaktna točka tudi prireja potem informativni dan v Sloveniji, kjer obvešča o teh projektih in pa možnosti sodelovanja. Zdaj, da pa lahko dobite tudi kakšno idejo za vaš projekt, vam pa predstavljam še na kratko LIFE IP projekt Care for Climate, poskrbimo za podjetje, oprostite. Mogoče ste že videli to reklamo, ki se zdaj pojavlja na različnih televizijskih postajah, ki si podajajo to naš planet. No, znotraj tega projekta pa potekajo aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, in znotraj te tematike se potem različne aktivnosti dogajajo.
in tukaj dobite mogoče kakšno idejo, kaj bi lahko tudi sami prijavili na projekt, in pa tudi tukaj vam podajamo informacijo, kdo od projektnih partnerjev, ki jih je 14, sodeluje na tej aktivnosti. To bi bilo na kratko. Zdaj vabljeni ste, da me še kaj vprašate, ali tako v živo ali pa preko četa. Bom z veseljem odgovoril na kakršnokoli vaše vprašanje. Hvala lepa in hvala za vašo pozornost. Dejan Zupanc, najlepša hvala. Če imate kakšno vprašanje, kar predlagam, da dvignete roko oziroma vklopite mikrofon in na dan z vprašanjem. Če ga ne bo, bom pa jaz vprašal, ker ste omenili financiranje ukrepov za trajnostno mobilnost. Me zanima, ali program LIFE sofinancira tudi infrastrukturo, recimo kolesarske poti, pločnike. LIFE ni namenjen financiranju infrastrukture v nekem manjšem obsegu kot neko demonstracijo, ampak z več kilometrov asfaltiranja in pa urejanja so pa drugi kolesarskih poti, so pa drugi inštrumenti. Kohezija, o tem bomo pa mogoče še v nadaljevanju od mojih sogovornikov kaj več izvedeli. Hvala lepa. Ja, hvala, Dejan. Bomo šli kar k naslednjemu govorcu, seveda pa lahko kateregakoli izmed, bom rekel, panelistov oziroma teh, ki predstavljajo vire financiranja, zdaj na koncu še vprašate. Kolikor gledam zdaj na uro, bo na konec še nekaj časa za več vprašanj. Vlado ima vprašanje, izvolite, Vlado. Ja, jaz bi vprašal, če lahko električni avtobus uvedemo za krožne poti okrog mesta in v mesto. Financiranje električnih avtobusov. Ja, financiranje bi bilo možno, predvsem s tem, da lahko vi recimo demonstrirate, kako bi lahko prehod iz uporabe več avtomobilov in pa prehod na javni potniški promet, sploh pa z področja javni potniški promet, ki je elektrificiran, lahko zmanjšate ali emisije ali pa CO2. Tako da takšni projekti bi lahko bili, ja, da se sofinancira takšen nakup. To je iz projekta LIFE Slovenija. Ja. V redu, hvala lepa. Hvala, Vlado, za vprašanje. Veseli smo, ko se oglasite. Če ima še kdo kakšno vprašanje, naj kar vklopi mikrofon. Sicer pa bom zdaj dal besedo Tadeju Žavcarju z Ministrstva za infrastrukturo. Tema njegove predstavitve je Evropska kohezijska politika, usmeritve za naslednje programsko obdobje. Tadej, izvolite. Hvala, Matej. Lep pozdrav vsi ostali. Za začetek mogoče kratek disclaimer oziroma izjava o omejitvi odgovornosti, kakor se temu po slovensko menda reče. Namreč, kar bom danes predstavljal, je vse še zelo nekako v oblakih, se pravi, evropska kohezijska politika še ni dorečena. Operativni programi se intenzivno pripravljajo, poteka komunikacija na ravni našega recimo ministrstva ali pa našega direktorata z službo s finančnim sektorjem oziroma oddelkom za evropska sredstva in pol naprej s SVRK-om, in zadeve so v bistvu, ne bom rekel iz dneva v dan, spreminjajo, ampak dejansko so še stvar usklajevanj in vse, kar bom danes pokazal, je neko trenutno stanje, ki je nekje vmes med tem, kar so bili zadnji predlogi, ki smo jih na ministrstvu prejeli in tem, v bistvu, kar bi si mi želeli, ali pa kar so bili naši predlogi, tako da je pač v neki fazi usklajevanja, zato tudi prosim za razumevanje, da to res niso neki dokončni odgovori, je pa nek okvir, v katerem nameravamo delovati zdaj v prihodnje. Mogoče večina to že pozna, se pravi, v novi finančni perspektivi po uredbi je kohezijska politika usmerjena v 5 ciljev politike.
od katerih je nekako velik poudarek na prvih dveh, na pametnejši Evropi in bolj zeleni Evropi. Ukrepi z področja prometa oziroma konkretno trajnostne mobilnosti pa se nekako prekrivajo s ciljema bolj zelena Evropa in predvsem bolj povezana Evropa. Tukaj je še precej nekih stvari, ki niso dokončno dorečene, se pravi, kaj bomo lahko uvrstili v cilj politike 2, kaj v cilj politike 3 in na kakšen način, ampak kot rečeno, nek okvir. Sprejeta je odločitev oziroma pripravljajo se 3 operativni programi, pri čemer bojo sredstva iz kohezijskega sklada načrtovana v skupnem operativnem programu za vso državo, medtem ko bo ESRR ločen na 2 operativna programa, en za vzhodno kohezijsko regijo in en za zahodnjo, pri čemer je ključna razlika višina sredstev in tudi višina sofinanciranja, ki je za bolj razvito zahodno Slovenijo predvidena nižja. Kot sem že omenil, je cilj politike 2 bolj zelena Evropa in vsaj nekako v teoriji, v izhodišču je ta cilj namenjen v Sloveniji, da se izvajajo opredelitve iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, medtem ko je cilj politike 3 bolj povezana Evropa in tukaj se izvaja nekako strategija razvoja prometa državna skozi ta cilj. Če gremo pa bolj konkretno, imamo tukaj 8, pač specifični cilj 8 iz uredbe, ki se v operativnih programih nekako preslika v prednostno nalogo 4 in specifični cilj 4.1, ki je spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti. Namreč, zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je v cilju politike 2 so ukrepi dejansko namenjeni temu, da se izboljšuje urbana mobilnost, ki je nekako tista, ki najbolj obremenjuje, se pravi promet obremenjuje mesta, in razogljičenje in zmanjšanje tega prometa je namen v cilju politike 2, medtem ko je v cilju politike 3 dejansko boljša povezanost, se pravi nismo omejeni na delovanje v mestih, tukaj ne gre za urbano mobilnost, ampak za boljšo povezanost z Evropo, se pravi z omrežjem TNT in neko čezmejno povezanostjo, s tem, da seveda se omogoča tudi dostop do tega omrežja. Kot rečeno, je pa so sredstva bolj poudarjena v cilju politike 2 kot 3, tako da tukaj gre za neko lovljenje ravnotežja med temi rokami. To, kar predstavljam tukaj, je nekako deloma iz zadnjih predlogov na ravni operativnih programov, nekaj so pa tudi v bistvu naši predlogi, kako bi to moralo biti, čeprav niso povsem usklajeni z pripravljalcem OP-ju. Namen pa je, da se skozi cilj politike 2 nadaljuje to, kar smo sofinancirali predvsem občinam. Mislim, da je tukaj največ interesa tudi in potreb že v iztekajoči se finančni perspektivi. Tukaj gre predvsem za infrastrukturo za trajnostno mobilnost v mestih, seveda. To je nadaljevanje aktivnosti, ki so bile sofinancirane že do sedaj, se pravi izboljšave infrastrukture za kolesarje, za pešce, za javni potniški promet v mestih. Dodatno je spodbujanje alternativnih goriv, predvsem gre tukaj za javni potniški promet v mestih in pa za eventualno sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti na ravni mest. To je ukrep, ki ga želimo imeti tudi v cilju politike 3 podobnega, s tem, da je v cilju politike 2 namenjen mestom, v cilju politike 3 gre pa za
integracija v bistvu teh sodobnih tehnologij tudi na ravni celotne države, uvajanje mobilnosti kot storitve, integrirane na ravni države. Zadnji ukrep spodbujanja trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni je predviden v cilju politike 2, vendar ga mi bolj nekako vidimo v cilju politike 3. Zakaj? Zaradi tega, ker mislimo, da celostne prometne strategije, ki so mogoče tukaj prva najpomembnejša točka tega ukrepa, potrebujejo biti v cilju politike 3. Ne gre samo za urbano mobilnost, s celostnimi prometnimi strategijami pokrivamo širši teritorij. Imamo jih tudi v občinah, ki niso mestne, že sprejete in mislimo, da je to dobra praksa. Poleg tega gre tudi pri regionalnih celostnih prometnih strategijah za preseganje samo osredotočanja na urbano. Poleg tega se pa v tem ukrepu skrivajo še ostali tako imenovani mehki ukrepi, kot so mobilnostni načrti, parkirna politika, mestna logistika in podobno. In pa mogoče največji, najbolj izpostavljen ukrep v cilju politike 3 je pa načrtovanje, projektiranje in gradnja državnega kolesarskega omrežja, kjer spet gre za povezavo območij med sabo, ne za urbano mobilnost, zaradi česar je to pač umeščeno sem. Toliko z moje strani. Če so kakšna vprašanja, sem na razpolago, kot rečeno pa o višini sredstev, o tem, kdaj bodo posamezni razpisi, pa zelo težko karkoli povem v tej fazi, ker enostavno stvari še niso znane. Hvala. Torej, Tadej, najlepša hvala. Torej, nekatere stvari še niso začrtane, kar je dobro. To pomeni, da se lahko še spreminjajo. Prebral sem eno vprašanje Igorja, menim, da ga je postavil v tej skupini, nisem prepričan, ali je to vprašanje Tadeju ali morda prejšnjemu govorcu, ali so zneski omejeni navzgor, oziroma da kolikšne vrednosti se lahko dobi sofinanciranje. Morda je to vprašanje, na katerega lahko odgovorimo proti koncu. Zdaj pa bom k besedi povabil še Mašo Repež-Gril, primer dobre prakse uspešnega kombiniranja finančnih virov. Potem pa seveda zdaj smo s časom nekoliko na boljšem kot v prvi izvedbi delavnice, tako da prosim, prihranite še vprašanja. Na koncu jih lahko postavite kateremu koli izmed sodelujočih v delavnici. Zdaj pa torej besedo predajem Maši Repež-Gril iz Zelesa. Izvolite, Maša. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot je bilo že rečeno, prihajam iz Zelesa. Bila sem naprošena, da predstavim nekaj načinov kombiniranja finančnih virov, pa bi začela kar s tem, da predstavim najprej, zakaj Eles sploh potrebuje finančne vire iz kohezije ali pa mednarodnih programov oziroma kako kombiniramo te vire. Eles je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji in skrbi za zagotavljanje varnega, zanesljivega in neprekinjenega prenosa električne energije. To zagotavlja z gradbenimi in vzdrževalnimi projekti na omrežju. Ti projekti so načeloma vsi vključeni v naš 10-letni razvojni načrt in za te projekte imamo tudi rezervirana sredstva in seveda tudi predvidena sredstva. Ker pa pač spremembe v družbi, pa naj gre zdaj to za zahteve Evropske unije glede zmanjševanja izpustov CO2, recimo za porast e-vozil na evropskih cestah, za kakšno drugo usmeritev strani Evropske komisije, vedno znova, pa včasih tudi nepredvideno zahtevajo razvoj ali pa dodaten razvoj pametnih omrežij, se pri nas, pa tudi pri drugih sistemskih operaterjih, pojavi potreba po nekem novem projektu.
ki pa z našim razvojnim načrtom ni bil predviden in je seveda potem zanj potrebno poiskati tudi druge vire financiranja. To nam je zdaj v preteklosti že velikokrat uspelo, predvsem veliko projektov imamo prijavljenih na obzorju 2020, 4-krat smo bili uspešni na programu IPE, kjer se je v bistvu ideja rodila sploh za en projekt pametnih omrežij, pravzaprav na informativnem dnevu, kjer smo se vprašali, zakaj tako malo kandidatov za projekte z področja pametnega omrežja, pa tako veliko za področje klasične infrastrukture, in smo potem pripravili v bistvu, smo šli v drugo smer, pa pripravili projekt pametnega omrežja in bili uspešni. Tako da prej je bilo že omenjeno, da so organizirani informativni dnevi, jaz lahko le spodbudim vse udeležence, da se teh informativnih dnevov udeležujejo, ker se tam najde veliko projektnih partnerjev, pa tudi dobre ideje se tam rojevajo. Zdaj, ker je namen današnje predstavitve opis enega izmed naših projektov, kjer smo uspešno kombinirali finančne vire in ker je celotna konferenca posvečena trajnostni mobilnosti, bom omenila koncept E8. Zakaj koncept E8? Sam prehod na e-mobilnost je eden večjih izzivov pri proizvajalcih električnih vozil, električnih polnilnic, pa tudi pri distribucijskih operaterjih in operaterjih prenosnega omrežja, ker same polnilnice, če se uporabljajo v veliki meri, hkrati lahko vplivajo pač na nihanja v omrežju. In strokovnjaki družbe ELES so zadnjih nekaj let iskali neko napredno rešitev za te morebitne težave, ki se bodo sčasoma zaradi porasta števila e-vozil začele pojavljati pri nas in tudi seveda po celotni Evropi, in so tako razvili koncept E8. To je koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil. Če boste želeli več informacij o tem konceptu, ste seveda vljudno vabljeni, da si ogledate to na naši spletni strani. Jaz se bom pa zdaj posvetila virom financiranja. Ker ta koncept vključuje številne deležnike, se pravi od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb, upravljalcev parkirnih mest do operaterjev, smo začeli iskati priložnosti, kako koncept spraviti v življenje ne samo pri nas na ELES-u, ampak tudi širše po Sloveniji s finančnimi sredstvi EU. Ker pač vemo, da Evropska komisija raje dodeljuje nepovratna sredstva projektom, ki so delno že nekako štartali, kjer je nek koncept že narejen, smo prvi korak naredili pri nas z demonstracijskim projektom. Pri naših poslovnih enotah smo postavili e-polnilnice, razširili našo floto poslovnih vozil tudi na e-vozila, organizirali izobraževanje za zaposlene in tudi vsem zaposlenim v bistvu ponudili to možnost uporabe e-vozil. Nato smo del koncepta vključili v mednarodni projekt, ki se imenuje Inside EV. Ta projekt poteka že 1 leto in je prejel nepovratna sredstva programa Obzorje 2020, koordinator je skupina Renault iz Pariza. Vendar s tem še vedno nismo zadostili v bistvu vsem našim potrebam. Še vedno ni dovolj, da ta koncept živi pri nas na ELES-u, živeti mora pač povsod v Sloveniji, povsod, kjer želijo množično uporabljati e-polnilnice. Zato smo koncept predstavili tudi Ekoskladu, ki je posledično pripravil potem razpis za podjetja za nakup električnih polnilnic. Koncept smo predstavili tudi ENTSO-EU, to je Združenje evropskih operaterjev prenosnega omrežja, kjer je pač ELES član. Ti so ga vključili v dokument, ki se imenuje Vključevanje električnih vozil v elektroenergetska omrežja. Zakaj smo se odločili, da se povežemo na tem segmentu z ENTSO-EM? Zato, ker vsi dokumenti, ki so nekako potrjeni strani ENTSO-EA, to pomeni, da so potrjeni v bistvu strani vseh sistemskih operaterjev v Evropi, potem imajo taki dokumenti seveda lažjo pot na samo Evropsko komisijo in nemalokrat potem pripravljalci programov in razpisov črpajo iz teh dokumentov, ko pripravljajo vsebine za posamezne razpise. Zdaj, v letošnjem letu smo pa ugotovili, da nam še vedno v bistvu en ta del samega koncepta ostaja nepokrit in smo se zopet povezali s tujimi partnerji za pripravo nove prijave na Obzorje Evropa. Zdaj aprila bodo objavljeni razpisi, seveda pa potem se nadejamo, da bomo mogoče še s kakšnimi kohezijskimi sredstvi
nekako mogoče zamašili luknje, ki nam bodo ostali pri realizaciji tega koncepta. Tako da imamo odprtih več front, poskušamo vse povsod, ne samo s tem projektom, tudi drugje. Vredno je poskusiti, ker včasih se da marsikaj pokombinirati, tako da ni vedno samo en vir nepovratnih sredstev, pa potem lastna sredstva, vedno je dobro iskati morda še kakšen drug vir nepovratnih sredstev, ker to pač Evropska komisija dopušča. Ne sme se potem isto stvar financirati, ampak v sklopu enega projekta dve različni stvari iz dveh virov, to pa je dovoljeno. Jaz se vam zdaj na tem mestu zahvaljujem in seveda z veseljem odgovorim še na kakšno vprašanje. Ja, imam vprašanje. Mogoče bi ga Tadej postavil kar sam. Tadej, se boste oglasili ali ga preberem sam? Ja, lahko. Izvolite. Se pravi, v kontekstu izgradnje individualnih teh večstanovanjskih stavb, me zanima, ali so možne tudi subvencije za izgradnjo električnih polnilnic. Vemo, da imajo ponavadi te večstanovanjske stavbe neke garaže spodaj, ker so že težnje po takih polnilnicah, oziroma predvsem, ali so možne subvencije za izgradnjo močnejše in ustreznejše električne infrastrukture za priklop take stavbe na omrežje, ker je verjetno tukaj večji problem kot pri sami električni polnilnici v stavbi. Če smem kar se vprašati, komu ste vi namenili vprašanje? Ja, vam v bistvu kot... Ja, jaz vam lahko deloma odgovorim, ker pač mi ne nastopamo v vlogi pripravljalca razpisov, se pa s tem problemom zelo veliko ukvarjamo in hočemo to s tem konceptom tudi pokriti, tako da smo se na to temo povezali že z Ministrstvom za infrastrukturo, pa tudi stanovanjskim skladom, ker ti razpisi, ki so bili do zdaj pripravljeni, so ponavadi za neke poslovne subjekte, manjka nam pa ravno ta del. In to ta koncept naš poskuša pokriti, da bi bile večstanovanjski objekti, da bi bili vključeni prav tako kot potencialni prijavitelji. Ker če imaš ti svojo stanovanjsko, če imaš svojo hišo, recimo, si lahko pridobiš sredstva Ekosklada za postavitev polnilnice, če pa si v nekem objektu, se pa ustavi ponavadi že pri zbiranju soglasij stanovalcev. Tako da mi bomo poskušali s to zgodbo še nadaljevati, bi vam pa moral v bistvu na vprašanje, kako je s temi razpisi, odgovoriti nekdo, ki je dejansko pripravljalec razpisov. Hvala. Prosim. Prej smo imeli eno vprašanje glede sredstev. Lahko. Mislim, da bi vodja sektorja našega Milena Črnilogar Radež želela tukaj nekaj dodati, ampak jo ne slišimo. Vidim, da govori, slišimo pa ne, Milena. Ja, zgleda, ne vem, a imam možnost se aktivne vključitve. Zdaj me slišite? Slišimo slabše, ampak kar povejte. Skratka, mi zgodbo uvajanja e-polnilnic v stanovanjskih soseskah poznamo, smo se dobro z njo seznanili, tako kot je omenila že gospa Maša Repež. Debatiramo tudi skupaj v tem in zdaj, bom rekla, v hiši intenzivno delamo na podporni shemi, ki bi nam dovoljevala oziroma omogočila dodeljevanje tovrstnih spodbud. Tako da tukaj smo res zdaj v zadnjih tednih tesno v navezi, tako z Ministrstvom za finance, delamo na tem v hiši, pripravljamo zakonodajo, skratka delamo vzporedno in upamo, da bomo čez nekaj mesecev rekli, da smo naredili pa že konkretne korake oziroma zaključke v tej smeri, tako da bodo tovrstne spodbude, tudi tovrstne spodbude možne. No, jaz bom ob tem trenutku vprašal tudi, če imamo mestno občino Ljubljana v tej sobi. Sabina Popit, ali ste z nami? Sem, ja. Evo. Pozdravljeni. Bi slišali še mogoče perspektive mestne občine? Gotovo ste imeli še kakšen komentar oziroma morda nam lahko iz prve roke kaj pomagate razumeti. Delam na morju in imamo mačke. Vidim, zgleda, kot da bi bili iz mestne občine Koper. Ne, Ivana je bila prej. Ja, zdaj
A je kakšno konkretno vprašanje, čisto tako zelo ozko usmerjeno, glede na to, koliko imamo še 4 minute in pol? Mogoče kar vaše izkušnje oziroma kakšen nasvet občinam, ki se še niso oglasile. Ja, nasveti raje ne bi, no, ker je vsak razpis svoja zgodba o uspehu ali pa neuspehu. Zdaj smo verjetno vsi malo tudi v tem MJU-jevem razpisu za pametna mesta in skupnosti in odkrivamo malo tople vode, malo noge molimo v led, zato da se ohladimo. Sicer pa ja, izkušnje imamo z kombiniranjem in ni prijetna naloga, ker kar smo recimo doživljali v takem največjem projektu v Ljubljani, ki ga verjetno se vsi še spomnite ali pa vsaj posledice ukrepov se poznajo, to je bil Civitas Elan, ko smo kompletno mestno središče, predvsem pa Slovensko cesto preuredili pa vzpostavili koridor z malo rumenimi pasovi, pa park and ride Barje in pa v Stožicah. In tam smo mi kombinirali oziroma smo poskušali kombinirati vire. Jaz kot vodja ravno tega ukrepa sem pa precej stresno obdobje dala skozi, ker smo z kohezijskimi sredstvi sofinancirali izgradnjo infrastrukture park and ride Barje. Razpis je najprej malo zamujal, potem smo bili še mi neuspešni z zadostitvijo pogojev za sofinanciranje, medtem ko pa FP7, se pravi naslednik je pa Horizon, ki ne financira infrastrukturnih vlaganj, je pa hitel naprej, je imel svojo časovnico, tako da je bilo treba zelo, zelo dobro in kreativno delati pri tem, kako rešiti napovedane učinke, ki jih bomo dosegli, ko pa infrastrukture nismo mogli zgraditi oziroma se nam je zamaknila v čas po koncu v bistvu tega raziskovalno-razvojnega demonstracijskega projekta. Tako da tam, kjer smo imeli lastna sredstva, je šlo, se pravi na severnem koncu, na jugu ne. In to so v bistvu največji glavoboli, s katerimi se srečujemo tudi zdaj, ko moramo in čakamo na te operativne programe, po drugi strani moramo iti naprej z strateškimi dokumenti, ki so nam veljavnosti potekle. NRP-je moramo pripravljati, pri vsakem proračunu jih popravljamo in prilagajamo. In želimo se prijavljati tudi na evropske projekte, zdaj vemo, Horizon Europe bo res, da se odprl, vse se napoveduje, večino delovnih programov poznamo, mi bi štartali, ampak ja, čakamo pa dejansko tista gro investicijska sredstva, da vsaj vemo, kam in pod katere kljukice bomo lahko šli na ravni dokumentacije. To so in RRF in operativni programi, tako da tle bi bili zelo veseli, če bi bili malo vnaprej pripravljeni, pa mogoče še ena sugestija, da se vse nacionalne točke ali pa za decentralizirane programe ministrstva mogoče že prej malo med sabo tudi pogovarjajo, da mi z glavoboli ne sestavljamo sredstev pol v realnem prostoru in rešujemo različne časovnice razpisov. Tokno, sem bila dolga. Ne, ravno prav, je pa res. Najlepša hvala, ker tudi ta vidik, ta perspektiva nam res pride prav. Prej je nismo slišali iz Kopra, ker smo mi sami bili malo predolgi, oziroma bom rekel preveč izčrpni, v tem primeru mislim, da ne moremo biti, tako da glede na to, da imamo še 50 sekund, vam dajem na možnost, da jo kdo še zaključi teh 50-40 sekund s kakšno zaključno mislijo, če želi kogarkoli izmed panelistov. Ivana bi vam isto povedala. Verjamem. Gre za stresne postopke, se pa splača v to vložiti časa oziroma čim več dela. Kakorkoli, želim vam čim več uspeha pri prijavljanju na projekte. Če imate še dodatna vprašanja, izkoristite govorce, zdaj so se vam predstavili, nastopili so pred nami in prepričan sem, da vam bodo na voljo tudi za druga vprašanja. Ta del delavnice se zaključuje in vračamo se v skupno sobo, kjer bomo konferenco le še zaključili. Hvala vam.